Oddaja Odnosi so zakon. Res je bilo to, da tlele sediva skupaj na tako zanimivo naključje. Praviš, danes pride ven tvoj pogovor z Matjažem Črnivcem, ki je bil moj gost tukaj pred nekaj časa. No, tako sem jaz prišel do Matjaža Črnivca, ker sem poslušal tvoj podcast in sem rekel, s tem tipom moram jaz govoriti in to čim prej. In vse ostalo je zgodovina. Evo, danes je pa šel najmanj pogovor ven in je res navdihujoč model. Ful dobro. Se pravi, na podcastu Mihilizem si lahko poslušate podgovor z Mihe z Matjažem Črnivcem. Midva bo pa tudi danes poskušala tule ustvariti v oddaji Odnosi so zakon nekaj novega. Miha, jaz te ne bom predstavljal čist tako iz nule, ker te poznamo pač, oziroma mislimo, da te poznamo, ne, kot neko medijsko osebnost, pa bova skozi pogovor nekako malo razkrivala odtenke tebe, ki so morda novi za koga, ne? Ja, še jaz ne vem, če se čist poznam v celoti, ne. Gotovo se ne. Ali se pa spoznavam, ne. Za sprot. Vsi se to spoznavamo. No? In meni se zdi, da je v resnici to en ključnih pač pointov, ki bi jih jaz rad danes podal skozi. Super. Všeč mi je, da prehajaš iz majčkeno drugačnega filma, kot smo mi tukaj običajno vajeni v naših, bom rekel, krščanskih krogih ali pa mehurčkih. No? In mi je zelo res sem počaščen, da praviš, poslušaš te naše vsebine, obenem pa tudi jaz, no, precej sorodnih stvari poslušamo, recimo, in tako se mi zdi, da se duhovi plemenitijo, da se učimo drug od drugega, marsikaj, in da majčken enih barier pada. In meni se zdi, da so nekatere bariere, ki sicer v tem smislu, kaj je zares naše, morajo ostati, a ne, se pravi, sploh recimo v smislu, bom šel kar takoj, bom obrnil na en flow pogovora. V smislu tega, kaj je zares naše, če govorimo recimo, jaz kot katoliški kristjan, recimo, ne, jaz moram ohraniti, kaj je moje, a ne, ker to je pač ena osnova vere, ki sem se jaz mogel podrediti, recimo, ne. Obenem pa je tukaj zraven navlečenega enega širšega družbeno, zgodovinsko, kulturnega konteksta in balasta enormno. In tega moramo pa radikalno podreti, se mi zdi. No? Kaj meniš? Mislim, jaz se, bom rekel, težko opredeljujem do tega na tak način. Zdaj, seveda tudi jaz na nek način po izročilu, pa po moji osebni zgodovini pripadam enemu katoliško-krščanskemu kontekstu in izročilu. Ne? Me pa sploh ta ideja o teh nekih barierah, ki si govoril, nagovarja na zelo zanimiv način. Rekel, da me celo malo motne, da so vzpostavljene neke družbene norme, kjer ne bi obstajala neka ločnica med enim pa med drugim. Jaz ne želim, recimo vas, ki se jasno in glasno izrekate za katoliške kristjane, razumeti znotraj našega družbenega konteksta neko radikalno ločino, ki pa tako treba biti malo previden. Ali pa ti ljudje pa zato, ker so tako eksplicitni v tem, kar razmišljajo, nimajo mesta v enem medijskemu mainstreamu, ali pa je treba biti previden. Recimo, jaz sem bil vedno najbolj vesel te moje Zinke, ki je ena redna poslušalka Toplovoda že 20 let, nekako je ona kot, bom rekel, res taka globoko verna oseba, pravzaprav vedno v kontekst kjerkoli debate ponudila ta čisto prav odgovor, ki je bil na koncu, je bila čist ena ljubezen. Ne? In tukaj se mi zdi, da je glih v kontekstu te ljubezni, ki ji lahko rečemo tudi Bog, ali pa je prav, da ji rečemo Bog, nujno treba podirati te bariere. Okay. Ker ta stvar je v resnici brezmejna, in vse, kar smo si mi zgradili, je ena inštitucionalna navlaka. Veš, kaj je fora? Včeraj zvečer sem ponovno prebiral mal en del Notranjega pera, tvoje knjige, kateri bi rad, da se vrneva, no? Oziroma sploh začneva z njo. Okay. Ampak recimo, bila mi je ena dobra primerjava, recimo. Ko si ti rekel, da si nehal piti in tvoja družba prej. Ja. Praviš,
te takoj gledala kot nekoga, ki skuša njim vsiliti ene norme, ki skuša biti nekaj več, ki skuša biti Jack, recimo, kar ne pije, recimo, in jim je na nek način si jim začel mal slabo vest zbujati. A sem to prav razumel? Ja, na nek način je to zdaj ena taka moja nova vloga, ki jo nosim. Ne? Mislim, jasno, da ta sprememba pri meni, ki sploh ni neki, bom rekel, tako blazno radikalnega, me je presenetila v tem, na kak zanimiv način nagovarja ljudi, ne, okrog mene. Zdaj, ene nagovarja zelo pozitivno, eni se čutijo napadene, eni se čutijo, začnejo gojiti neko idejo, da ne bi se imel za nekaj več, pa za tistega, ki ravna prav vizavi njim, ki ravnajo narobe. Ne. Okay. Seveda tega nisem hotel na tak način komunicirati. Mislim, da sem se v knjigi res skušal spretno izogibati takim sodbam, ne, ker nekdo sem jaz, da bi sodil. Je pa to en zanimiv fenomen. No. A veš, kaj mi je prišlo na misel? Ja. A se ti zdi, da bi se mogoče dal potegniti eno zanimivo analogijo med katoličani in širšo družbo v tem smislu? Recimo, da nas lahko širša družba dojema kot ali tiste, ki se imajo za nekaj več, ali za nek zgled v nekem pozitivnem smislu. A veš tako, a je možno tako paralelo postaviti? Se ti zdi, da sem jaz ta prava oseba, da bi na to vprašanje odgovorila? Ja. Ma ne vem, veš, jaz sploh ne vem, kaj pa sploh pomeni, mislim, kaj pa bi sploh pomenil katoličani, v kakšnem smislu, ne? A veš, in kdo je zdaj, bom rekel, kdo je vaš predstavnik, ne? Kdo je, recimo, tak player znotraj družbe, da bi rekel, on pa zdaj reprezentira tega katoliškega duha, ne? No, zdaj, kdo je to? Jaz absolutno ne vem, kdo mi zdaj pade na pamet, ne vem, Karl Gržan, mogoče on ni čisto prav, ampak ja. ali Pedro Peka, ali ta nek misionar, gospod, ki mislim, da si ga tudi ti gostil, ali sem ga nekje drugje slišal. Tone Takerina? Tako, Tone Takerina. Ja. Mislim, kar se mene tiče, prihaja še dalje bližje, ampak v redu. Zdaj, ok, poznamo za primer Tone Takerina. Mislim, da sem njega zadnje poslušal. Ne? Ja. Mislim, to je, mislim, kako bi lahko njega sploh dojemal kot človeka, ki se ima za karkoli več. Ne? Njega lahko dojemam samo človeka, ki mi lahko ponudi en ful hud zgled, ne? Kako se da živeti, če na življenje malo drugače pogledaš. Ne? Tako da jaz absolutno ne želim, mislim, to se mi zdi, da ena osebna odločitev je tukaj ful pomembna. Ne? A jaz želim zdaj gledati katoličane kot etiketo, kot etiketo in kot ali želim to katolištvo razumeti kot neko hipokrizijo, ne? Poglej jih tam, da se ob nedeljah slinijo, v resnici pa cel teden grešijo. Ja. Tudi to pot lahko izberem in tudi ta pot je legitimna, ker je to ful res. To je res, ja. Če želim pa, ker pa želim, ne, recimo moja osebna odločitev je, da želim videti dobro v življenju, ne, da želim slediti neki luči, ne pa temi, ne. Želim pa videti dobre stvari v tem. Ne. In ja, če bi rekel, kdo pa je zdaj katoličan, bi jasno želel take ljudi videti, bi tudi želel, glede na to, da sem medijski delavec, take ljudi gostiti, se s takimi ljudmi pogovarjati o teh stvareh in jih kot take naprej predstavljati. Ne. In se mi zdi, da je to predsodkarstvo ali pa ta odnos do nekih etiketiranih skupin, takšnih ali pa drugačnih, je v resnici en zelo zahteven proces, ki terja čas in ga je zelo težko, tako bom rekel, v enem stavku odpraviti. Ja, je vse, ne, tako kot sem jaz lahko vse. A veš, če si gledal moja obilna grška poroka, očitno, ne veš, da smo gledali vsi to, ne? Ja, mislim, da sem enkrat, ampak sem že ful pozabil, ne. Ampak fotor stari, reče, there you go. Vse je Greek, a veš, vse je v Greek origin. Ja. Točno to si povedal, no? Kar v bistvu, k čemer pač želim, ja, tudi jaz pač ciljati, ne? Da je vse to to družbeno normirano etiketiranje je
totalno fauš, ne? Da pač enostavno, da se moramo gledati, kdo je pristen, kdo v resnici sledi svetlobi, luči, tako kot praviš. Ne? Ja. Pač, ja, tukaj ta barijera, ki sem jo na začetku omenil, pa se meni zdi v smislu tega pomembna je, da jaz kot nekdo, ki se trudim za pristnost, ki se obenem trudim slediti luči, ampak jaz sem se namenoma ogradil v smislu svojega sledenja luči in sledim luči v tej zgodbi, ki se je reče recimo katoliška vera. Ne? Ja, okay. V tej luči sem jaz bil tisti, ki sem pač se samovoljno, včasih meni in tako naprej kot človek, ne popoln zelo, ampak sem se samovoljno odrekel lastni možnosti, da to luč iščem kjerkoli. In sem se podredil, recimo temu, razodeti veri, ne? V tem smislu. Okay. Se pravi, resnicam, ki jih vera uči, strogo gledano, ko so napisane v debeli knjigi Katekizem katoliške cerkve. Recimo, ne? In so stvari, ki recimo meni včasih tudi na prvo žogo ne sedejo, ne? Ampak si pač jaz rečem, ok, jaz, tako kot si se ti recimo a priori odločil, praviš, želim slediti dobrim stvarem, ne? Jaz sem se že celo znotraj tega odločil za to zgodbo, ne? In sem namenoma ozek, kako ne rečem. Ja. Veš, ne? In pač si rečem, ok, jaz nisem tisti, ki sem vso pamet tega sveta požrl in enostavno ne vem več kot 20 let, 20 stoletij razvoja. V tem smislu. Ja, seveda, se tudi jaz ne vem več. Si mislil na tisto barijero. Se nimam jaz odgovor na tem, koliko širok pa lahko si pri iskanju tega. Pojma nimam. Meni se tudi zdi, da mogoče pretirana neka inkluzivnost ali pa širina, da lahko povzroči neko zmedo. Ne vem, veš, jaz sem samo nek skromni iskalec, kar bi rekel, sploh ne vem. To mi je ful dober, zato si tle. Sploh ne vem, prej, ki sem mi vprašal, v bistvu, o tej, kako ne se zdaj opredelim do katoličanstva ali pa katoličanov. Seveda, to je zelo večplasten pojav. Jaz želim iskati dober, tako kot bi želel iskati dober tudi mogoče pri drugih denominacijah. Ali pa tako, kar ne pomeni, da so moje osebne ali pa da so mi blizu, ampak nasplošno želim dober pri ljudeh iskati dober. Zelo zanimivo je, zanj sem bral neko knjigo, kjer so noter neki zapisi, med drugim tudi od našega misionarja Barage, iz tam, mislim, da je on nastopil v 19. stoletju. To on je bil celo škof, mišiganski. In tam noter so pač neki dialogi popisani, neki dokumenti med temi staroselci in med katoliškimi misionarji. In v enem tako lepo razlaga, tam en poglavar razlaga, pa sej to, kar vi nam pridgate, mi že vse imamo. Vi ste zdaj sem prinesli te neke, bom rekel, svetne in posvetne postave, organizirane z neko represijo. Mi smo to vse imeli brez tega. In tukaj vidim to čudovito različnost in hkrati tudi ta, da ni vse to, za kar se prodaja ali pa vse to, kar zgleda, in da je tudi nekaj, kar se ne denominira tako kot nekaj drugega, lahko tudi svetloba. Ja. Absolutno se mi zdi, da je problem v tej zgodbi, ki sem jo jaz opisal zase, je problem, a veš, ki recimo lahko tudi nekdo, ki je pil pa je nehal piti, ali pa nekdo, ki je kadil pa je nehal kaditi. Začne vsem težiti s tem. In tukaj je zelo... Jaz vidim stvari ful procesno v življenju in se mi zdi, da je nujno, da jih vidimo procesno in da si damo drugemu svobodo. In da v tem smislu za neko rast. In zdaj, če sem jaz... Recimo, to je tipično za nekoga, ki se spreobrne in postane, recimo, veren v nekaj, da začne težiti in nabijati in drugim pamet soliti, kako točno morajo biti. Meni se zdi, da pač ta, Indijanci so mu rekli veliki duh, to je dejansko, a veš, v tem smislu iste izraze celo. Iste izraze celo, ni to zanimivo. Veš, to je noro. In ta veliki duh se mi zdi, da je tisti, ki potem odkriva, odpira človeka, ki se je pripravljen odpirati. On ga vodi naprej, v poti iskanja luči. Ja. Mislim, to je zelo zanimivo.
kar govoriš, ne, in bi rekel, da je res. Ne. Na hard so začela, veš? Ja, se prav, da smo začela na hard. Ne. Ne, začela sem, mogoče bi se vrnil k temu. Ne. Ja, ta moja pozicija zdaj tega spreobrnenega pivca ne, je zanimiva in je hkrati tudi en izziv, ne, in kako zdaj nastopa tudi vizavi ostalega sveta. Ne. Jaz res ne želim biti tisti, ki ostalim ljudem soli pamet pa teži, niti ne ponujam nobenih nasvetov. Jaz sem pač, meni se je ta fenomen zelo lahkotnega odnosa do alkohola v naši družbi zdaj tako zanimiv, da sem ga sklenil popisati. Ne. Seveda se mi je začel zanimiv zdaj šele, ker sem jaz opravil nekako z njim. Ne. A veš, meni se obe te zgodbe ful povezujeta v resnici. Ja. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker en del naše družbe, ki ima to kulturno-zgodovinsko katoliško ozadje, recimo, ne? Ja. Ki pa zares ni vstopilo v duha, pa se kljub temu imenuje in deklarira kot katoliško, če razumeva. Ne? Ja, razumem. Ja. Ja, pač to ni dost za to, kar človek v resnici išče. In potem je treba to praznino, to bolečino, to bivansko stisko. Ne? Meni je bilo neverjetno dobra mi je knjiga. No? Tudi Uroš Perko je rekel, da to je najboljša knjiga o alkoholizmu. Hvala. Res, v tem smislu, da je res, mislim, ker zelo pronicljivo opišeš, pa bova šla mečkin. Hvala, da si jo tako videl, ne? Ker mnogi je ne vidijo na ta način, ampak dejansko je to en, bom rekel, ključnih fenomenov, ki me je zanimal, je bilo, kaj sem jaz, zakaj sem jaz tako rad stopil v stik s tem alkoholom. Kater primanjkljaj je to polnilo meni. Ja. In na kak način je to povezan mogoče z eno širšo družbo. Ne? Kako nas pa ta paradigma, ki ji pripadamo, ne? Na kak način nas napolnjuje kot ljudi, ne, s svojim smislom in poslanstvom. Ne. A je to, ne, kar alkoholična paradigma, misliš? Ne govorim alkoholična, jaz govorim, da je alkohol je mogoče samo eno polnilo siceršnje družbene praznine, ki je zelo hitro dostopno in tako počasi pride v naše življenje, namesto tistega, kar bi morali priti v naše življenje, pa ne pride zaradi tega, ker so vrednote, ki jih gojimo s to družbeno-ekonomsko paradigmo, ki ji pripadamo in ki je konec koncev bo kmalu povozila vse človeško, ali pa konec koncev lahko rečemo tudi božje v nas, ne, nas dela prazne. Ne. Če pogledamo, kakšna pa je ta sprega ekonomije in konec koncev tudi vrednot, ki vstopa skozi nas. Nekdo pa sploh, odkje pa sploh izvirajo vrednote v tej družbi. Ne. Se bojim, da vrednote zdaj izvirajo iz korporativnega sveta, ne, ki posledično bom čisto ajnfoh povedal, vpliva na naše zakonodajalce in mi imamo na koncu nek spisek nekih zakonov, ki pa ne služijo več nam, ampak služijo nečemu drugemu. In mi smo postali ena dopaminska družba, kjer je smisel našega obstoja zadovoljevanje z tem nekim serotoninom, ki mi stopamo v nek ekonomski odnos z nakupom neke plastike, z sprejemom večjega zneska denarja, skratka z materijo. In jasno je, da smo vsi kronično izpraznjeni, ne? Ja. Nečesa drugega. Ne? Ja. In tukaj po moje vstop pa ta alkohol kot edina legalna droga, kot nekaj, kar je pravzaprav tudi del naše tradicije, nekih kulturnih norm, ki se tudi sprot prilagajajo, da je to vedno dostopno in na voljo. In tako sem jaz recimo ta alkohol pri sebi razumel, ne, da sem lahko dolga leta shajal eno precej mizerno eksistenco s tem, da sem se pač nagrajeval, jaz sem vse delal, kar je prav. Ne. Kar mi je sistem naložil, da je prav, ne? Kar so mi vrstniki pokazali tudi, da so njihove vrednote. Ne? Ampak daj mi povej, pa se pa nagradil s 5 peri. Ja. Pri meni so 5 perov, se spomnim na zadnje za rojstni dan, recimo. Ampak pri meni je že eden ali pa 2, recimo, ko sta, ne? Pa si mi še vse s knjigico ful lepo sprašal, veste, v tem smislu prav tega odgovora na bivansko praznino. Že z enim pirčkom je mečkin lažje živeti.
Ne bom zdaj čistega, a veš, ne bomo zdaj tlele čiste neke abstinence pač propagirali kot edina zveličavna ali pa kakorkoli. Ljudje smo različni in tudi eni znajo stvari uporabljati, eni smo jih zlorabljali. Jaz sem absolutno v nekem trenutku ugotovil, da alkohol v mojem življenju ni več nekaj, kar pride zraven v obliki neke prijetnosti, ki je tudi sicer v nekem kontekstu tistega dogodka, kjer alkohol zraven paše, ampak da je rato vedno bolj sam sebi namen. Da je ostalo prihajalo zraven. Da je bila ta omama, ki sem jo iskal v alkoholu, tista moja uteha, in to me je začelo pol motiti. No. To me je začelo zelo motiti in ta proces, preden sem jaz to dojel, pa preden sem pipco zaprl, je trajal skoraj 10 let. Ne. Ja, je tako. Več skozi različne poskuse moderiranja in nadziranja. Daj ti pa želja potem, da bi začel moderirati, nadzirati, začela rasti z recimo, ful dobro v knjigi opišeš odnos z ženo, kako ti ni težila, ampak ti je ona mi nežno nekako pustila prostor. Ne? Ona je že prej zavrnila tudi alkohol, ne? Mislim, pač jasno. Ne? Jaz sem še nadaljeval s tem, ne? Oziroma jaz sem bil tak veseljaški pivc, ne? Nisem nikdar sam pil, vedno sem organiziral okoliščine, da se je to lahko naredil. Ne? Jasno sem tudi dolgo leta verjel, da je to normalno, ker tukaj postopijo naše družbene norme. Ne? Jaz sem bil narojen v takšno okolje, jaz sem imel takšne reference doma, jaz sem se družil s takimi frendi, jaz ljudi, ki ne pijejo praktično, sploh nisem poznal. Ne? Nisem želel imeti opravka z njimi, ker so se mi zdeli prazni in brez življenja. Ne? Kar je Glej, to zmoto, ne? Ja, vprašanje, veš, ti lahko ne piješ jaz imam skoraj en primer bom povedal. Čekaj, sem za foro izzivam zdaj, malo za foro izzivam. Ker jaz tudi sam presep, ne, mislim, kako biti pristno vesel brez tega, ne, je dobro vprašanje, recimo, morda za naprej, ne, ampak jaz imam skoraj enega, ki bo z mano dva spil, ne? Pa ne vem, če sem že jaz na nevarni poti zaradi tega, veš? Kot pa enega, ki je pravičniško dolgočasno ne pije, a veš, imaš lahko, a veš... Štekam, ja, razumem, kaj mi hočeš povedati. Ne, a veš, imaš lahko... Ne, pa se tukaj ne gre za pravičniško dolgočasnost, ne, mislim, jaz... Zdaj, če bi sam ta proces moje prekinitve z alkoholom na neki tej... duhovni ravni pogledov, ne, ali pa duševni ravni, ne, je bila ful ena zanimiva zanka. Ne. Jaz sem v bistvu z alkoholom nehal šele, ker sem si ga dovolil. Ne. Jaz sem v dolgo časa, mislim, so bile bitke, pa to bledi členki, ne bom, pa se odpoveduješ. Ne. Ampak v nekem trenutku, ko sem pa rekel, lahko ga Miha spiješ, ampak ti izberaš, a ga boš ali ne boš. Ne. In jaz v bistvu zdaj izberem, da ga ne. Abstiniraš čist ali? Čist abstiniram, ja. Zdaj, jaz zberem, da ga ne in takrat, ko zberem, da ga ne, si tako razmišljam, da bi zbral življenje v polnosti vizavi nečemu, seveda, ampak tukaj je treba spet gledati, da ta odločitev temelji na mojih res slabih izkušnjah z alkoholom. Ne. Meni alkohol je res nehal polniti, meni je alkohol izčrpaval, ne. Meni je alkohol je v bistvu zame, pa za mojega duha je bil alkohol strup, ne, ki mi je stregel po življenju, ne, me ni napajal z nekim življenjem. Kaj te zdaj napaja z življenjem? Mislim, tako, veš, ne vem, še vedno greš verjetno na kak piknik ali pa kaj, ne? Ja, ne, seveda greš, ne. Mislim, seveda grem, ne. Mislim, jasno so se tudi moje navade, kako preživljati prosti čas, pa se družiti ful spremenile, ne, zato, ker so se morale, oziroma zato, ker je alkohol tudi v zelo izdatni meri vpliva na neko družbeno dinamiko. Ne. Jaz valjda ne morem biti zdaj v gostilni več 11 ur za šankom. Ne. To pač ne gre na suho. Ne. Pa tudi zelo težko se... Mislim, a te je kar pustila 11 ur prej. Ne, mislim, 11 ur je pretirano, ampak ja, so se zgodili kakšni maratoni. Ne. Mislim, z alkoholom zlahka preživiš v eni vsebinsko plitvi luži lahko dolge ure na 3 temah in si kar v redu. No, to zdaj ne morem več, no, ampak sigurno
sigurno sem lahko v stiku z ljudmi trezen, bolj pristen. Pa res, da se moraš malo bolj potruditi. Ne? Alkohol je bližnjica, malo se bolj se moraš potruditi, ampak če se potrudiš, lahko pa prejmeš na suh veliko lepše stvari, kot z alkoholom. Sigurno. Ker si zares prisoten. Ne? Ja, se spodob, da si. Ne? Ljudje bi si naj to zaslužili. Meni je tako, pač ko smo imeli te, ne vem, 90 dni brez alkohola, Exodus, pa tako ne. Ja. To smo te nekako poizkuse imeli in je zelo dober in en tak, tudi, recimo spomnim se, da ono polet mi je bilo pa, da bi bil kar čist brez, ne, mi je bilo pa malo težje, ne. Ja. Recimo, ne, to je bolj pozim traja, to ni problem meni, ne. Polet se ti pa zmeraj zdi, da ja, ta družabno življenje, kao to zahteva, ampak potem smo pa z enimi prijatelji tako se pogovarjali v tej moški skupini, no. Čakaj, stari, zakaj misliš, da bi ti res to rabo, če si tam, ker pol v resnici nisi zares tam, ne. Sploh recimo pri familiarnih srečanjih, ne, je zanimivo. Če so neke stvari odzad, če je nekaj malo težji, sem videl pač pri svoji familiji ali pa tudi kje širše, kako hitro se potem ti odnosi majčkeno zalijejo, pa je takoj kalma, pa je takoj lažje, pa je takoj so ljudje lažji skupaj fizično, pač čistko zdržijo tisti piknik, zdržijo tisto fešto, zdržijo neki, ne. Ja. Tako, no, se mi zdi, Ampak je to dobro. Ne, ni dobro. Mislim, pa ne, pa se ne, zdaj bo izpadlo. Bomo malo rekla moralizatorsko, da ni dobro. Ja, verjetno ni dobro, ne. Verjetno ni dobro, ne. Ampak hkrati je pa tudi težko biti edini, ki ne pije, ne. Ne? Jaz sem pri enem konkretnem delu svoje družine opazil, da smo se ene stvari nehali pogovarjati, odkar jaz ne pijem, ne? Ker je bilo prej treba vedno malo razmehčati duha, da si potem lažje sobival v nekem konsenzu, ki mogoče niti ni. Ker v bistvu nisi res comfortable z njim, ne? Ja, tako da zdaj čakam, a ga bomo razrešili, a ga ne bomo. Ne? Ja, Jaz ja. upam, da ga bomo, ampak Stvari so bolj na se hard. pa vidi, da ene stvari lahko koeksistirajo z alkoholom, ni pa nujno to dobro. Ne? Se glih to hočem, ne? To se v bistvu pol... Mogoče je alkohol droga kompromisa. Ne? Ja. Droga Je. kompromisa v smislu, da ti pomaga lažje pretrpeti ene stvari, ki bi jih mogel nagovoriti. Ne? No, tle smo Jaz Slovenci. sem prepričan, da bi jaz prej speljal v življenju, če bi prej nehal piti. Ne? Še dejansko je pol ob prenehanju je zazevala praznina, se je pokazala, me je nagovorila, je bilo treba to zrihtati. Ne? Sej, bom rekel, odtegnitev pijače je samo, takrat omakneš samo simptom. Ne? Veš, to je vrh ledene gore. Ne? Pol moraš ti nagovoriti še en kup drugih eksistenčnih stvari, ki so zanimive. In sem še vedno v tem procesu in moram reči, da ful uživam. Super. Se pravi, to je Ni tisto... lahko, ampak No, se pravi, tebe zdaj to v bistvu toliko napolnjuje, ker vidiš to bistveno razliko med prej pa med zdaj, ja. da v bistvu iz tega črpaš tudi veselje, se mi zdi. No? Tako, pač, ker en cajt, ne vem, pač, ko sem gledal par pojavitev tvojih medijskih za nazaj, recimo, pa si tako pač en parkrat kar pojamral, jaz sem tečen, sem pa zdaj tako... Pa nisem, ne, ja, mislim, En tečen. cajt Jaz sem- nazaj, ne, tudi Ja. verjetno takoj po tistem, no. Možno, ja, možno. Se Mislim, zdi. tečen, ja, jaz sem tečen in tako po naravi. Ne. Okay. Mal, mislim, se ne vem, če sem. Veš, to so še ena od stvari, ki jih moraš odkriti. Ja, odkrit, mislim, tečen. Jaz sem vedno, ja, ampak kaj pa če, ne. Ne, všeč mi je, ker si v resnici tako, mislim, zelo intelektualno, tako oster, no, in pač greš za stvarjo, ne. Se ne nehaš, se ne ustaviš, ker, a veš, morda te je res alkohol držal v kompromisu, ne. Ja, alkohol te vedno drži v kompromisu. Ne. Se mi zdi, da to je njegova... zdaj bo to mogoče ful radikalno, ko bom rekel, no, ampak alkohol je sigurno eliksir nespoznave, ne. Bi mu jaz rekel. Ne. Tako,
kadar je zlorabljen, ne, da imamo tukaj narediti pomembno ločnico. Ne, veš, meni se ti, ki mi govoriš te svoje alkoholiščine, to ni nič, ne, to je raba. Ne. Govorim, raba versus zloraba. ja, pa preideš v polje zlorabe, ne, kar sem jaz kar dosti hmalu v življenju prešel, ampak to sem šele post festum ugotovil. Sej, tudi ena ključnih lastnost hudič pri alkoholu je, da vedno zna on organizirati socialne okoliščine na ta način, da se ti bo zdelo, da je vse normalno. A veš, tudi, ko boš začel ob nedeljah piti po bifeh hoditi, boš tam vedno najdel ekipo, ki ti bo ponujala vtis, da je to najbolj normalna stvar, da ti po formuli v nedeljo greš 4 pere nalitne na tenis plac. A veš, Wow. to je... in kar sem hotel reči, je, da od tej točki, ki pride v zlorabo, zakaj pa sploh pride v zlorabo? Ne? Zato, ker ti nekaj iščeš, ne? Tvoj duh nekaj išče, ne? Ja. In se boji soočiti s tistem, ne? Seveda, ker vsak ne, ker določeni uvidi v življenju so bom rekel, to so močne zadeve. Ne? Takrat, ko se vprašaš, da boš zdaj naredil prav ali boš naredil narobe, je treba narediti prav. Ne? In ta prav včasih lahko pomeni tudi, da ni več, mislim, so to lahko težke preizkušnje, ampak alkohol ti pa lahko preprečuje to. Ne? No, pa dejstvo je, da vedno ne boš naredil prav in potem Absolutno. se s tistim, ko ne narediš prav, nositi se s tim, Ja. kaj rečem, ne se prav. Ali pa tako, da ne bom zabluzil, rekel, da z alkoholom se ful lahko skrivaš pred samim sabo. Ne? Ali pa si laži tisto, kar drugi hočejo, ali pa laži. Če probam ti dve zadeve še mečken vleči naprej skupaj, kar je noro, ne? Ampak zdaj mi prihaja tako. Duhovnost pa alkohol, ne? Spiritus pa spiritus. Pa spiritus, ja. Ja, ne, a veš. Pa prej si rekel uteha, ne? Ja. Iščeš uteho v alkoholu, kar zelo dobro. Pač res priporočam to knjigo in res imaš odlične načine razkrivanja te bivanske praznine in bolečine, pred katero iščemo uteho. Ja. Mislim, meni je tako noro, no, da Spiritus Sanctus, Sveti Duh, je to lažnik. Ne? Ja, je Veš, to lažnik, tako, to, a veš, dejstvo je, no, da se mi zdi, da ta bivanska... Alkohol je pa lažnik. Ja, je pa lažnik, ja. Ja. In ta bivanska naša praznina v resnici rabi to lažbo. No. Smo globoko. Ja, seveda, ne. Ja. In tukaj je ta izbira med lažnikom pa to lažnikom. Ja, Zdaj, ja. Če že moram čisto iskreno priznati. Ne. Ja. Seveda, ne. To je to. Ful dobro. Všeč mi je bilo, veš, ko si opisoval tistega čabi najstnika s kiwi banana likerjem. Ja. Pač, ki prezgodaj spozna lažnika, ne, v tem smislu. Ja. Dej par takih slovenceljskih, slovenkastih naših, a veš, Luka, stara kluka, ali pa, ne vem, tako imaš res dobre uvide v knjigi, no, dej nam jih je ne par na trost, tako malo za, kaj so stvari, ki jih opažaš v družbi, ki res, mislim, ker imam jaz tle en kup ljudi imam zelo v glavi, pa brez obsojanja, ampak ko si sam deležen v njihovi družbi takih pozivov, pejmo še naprej, ne? Pa pol verjetno nisi dost delč šel, pa te ne marajo več. Ne? Ja, ampak tukaj se ne bi jaz omejeval samo na alkohol. Ne? Meni se zdi, da te nadomestki za bivansko praznino, ne, so pravzaprav ponujeni, a veš, alkohol je mogoče, a veš, se to pa zameram, ne, jaz sem bil zdaj doskrat pač tako na debati s kakšnimi takimi mal, bom rekel, poduhovljenimi ljudmi, ali pa taki, ki imajo ta duhovni ego. Okay. Zdaj, bodi si iz katoliškega občestva, bodi si iz kateregakoli drugega, ki zelo jasno in zelo odločno prezirajo, ne, alkoholizem ali pa narkomanijo ali pa kakršenkoli način kemičnega bega iz te bivanske praznine. Ne. Ja. Medtem ko ostale pa še vedno blagoslavljajo. Ne. Jaz vidim, alkoholizem nagovarja isti problem, kot pretiran materializem. S tem, da ljudje, ki tam v krožišču v Krškem vozijo ta najlepšega BMW-ja, so družbeno prepoznani kot totalni cari. Ljudje, ki pa šank podpirajo tam s Cliotom, so pa luzeri družbeni. Ne? Ampak
Gre za isto stvar. Ampak v resnici gre za isto stvar. Ne? Ja. Zdaj, da ne bo rekel, da komu zavidam ali pa da mu odrekam uspeh. Ampak mora se vprašati, če uspeh res ne uspeh. govorimo o teh vrednotah, ki kot družba govorimo, kva sploh je človeka vredno življenje. Ne? In od kje jih črpamo in kdo nas nagovarja s tem in kako to deluje skozi medijski aparat, skozi marketinška sporočila, skozi socialna omrežja, skozi vse te medije, kjer v resnici ne dobivamo nič drugega, kot v 90% samo nadomestke za to bivansko praznino. Ne? Alkohol je zdaj samo eno poglavje. Ne? Jaz sem pač po naravi ali pa po duhu, nisem toliko materialista, sem se bolj zatekel k spiritu, ne? Ker sem mogoče bolj spiritualist. To zdaj premišljujem, ali pa bolj, da je to moja pot. Ne? Ampak hočeš reči, imaš tudi v resnici ful širše sporočilo, kot je samo ta, ne? Se pravi, ti v bistvu bolj kot s alkoholom se želiš ukvarjati. Mislim, ni to zdaj moje sporočilo, to je zdaj spoznanje, ki ga imaš. To je zdaj moje spoznanje, ne? Zdaj lahko tudi, da ni pravo, ne? Ampak mislim, da je pravo. Jaz tudi čutim, da je pravo. Ne? Jaz bi še tukaj na ta kupček dodal še duhovno zlorabo v smislu tudi kvazi pretirana, pa če v našem smislu rečem pobožnjakarska, kljukasta duhovnost je tudi še eden od nadomestkov za pristno duhovnost. Ne? Ja, prepričan sem, da ja. Ker tudi to je lažje, kot pa zares je to stvari. Ja, no, mislim, zares je, da ne bo pomote. Jaz sem tukaj najprej ponižen pa skromen, da ne bo kdo zdaj mene razumel kot nekoga, ki sem šel zares. Ker kaj pa vem, kaj to pomeni zares. Jaz sem sigurno zdaj odprt še za nove stvari in rečemo, da pripravljam temu, da sledim temu, kar je res. Ne? In ne vem pa še, kam me bo to pripeljalo, pa če si bom upal stopiti tja, kamor je res. Ne? Jaz upam, da si bom upal, kako se reče. Ne? A se ti zdi, da obstaja res z veliko? Seveda. Res, če kaj obstaja pa res z res veliko. Okay. Amen, res je. Ja, mislim, jaz sem to sem pa skoraj prepričan, to čutim. Ne? Sej, mislim, veliko se o tem sprašujem, sploh zadnje čase. Ne? Kaj ne bi to bilo? Ne? Fajn. Zelo mi je všeč, veš, ker mi pač tle pri družini in življenju, ne, ko se trudimo nekako graditi odnose, tudi odnos med možem pa ženo ali pa med partnerjema je v resnici lahko eden od nadomestkov, ne, in pač seveda romantizirana družba ga prodaja kot enega takih in tralala, ne. Še to je eden od produktov. To je sigurno tudi en, hvala, mislim, če lahko zdaj malo zaideva. Deva. To sem že nekaj časa o tem ful premišljeval, ne, da imaš ti v bistvu kako naš ta rekel, ta naša prevladujoča družbeno-ekonomska paradigma, ki nam vlada zdaj tudi v smislu vrednot, ne, in ki želi nadomestiti ta res z velikim R, ne, kako tudi skozi ta segment popularne kulture skrbi za to, da se recimo en tak najbolj ključen pojem življenja ali pa celo izvir življenja in vsega, ki je ljubezen, ne, sistematično popolnoma napačno interpretira. Ne. Če pogledaš popularno kulturo, ljubezen reducira spet na čist nek dopaminski kontekst spolnosti, neke infantilne zaljubljenosti in neke instantne potešitve, ne, kar je v resnici v divjem nasprotju s tem, kar ne bi to bilo. Ne. Kar lahko tudi nastane, ne, v nekem dolgoročnem odnosu in tako naprej. Ne. Mislim, odnosu, ne, pa se ni... Ja, poprost. Ne, dobro. Sem, ker si glišal na področje popularne kulture, pa vem, da si veliko bolj not, pa poznaš zadeve, recimo tudi, ne vem, mogoče filmski svet, pa tako. Zanj sta s Perkom res dobro analizirala, sta šla noter v tega Tom Cruisa, pa tako, ne. Ja, to sem se malo zezala, ne vem. V bistvu slabo poznam, zelo malo gledam tega. Zelo malo. Ja, poznam, ogromen sem tega včasih prej, ampak zadnje čase pa nisem več
tako na tekočem. Ampak kar vprašaj. Ne, tako se mi zdi, kot da jaz res nadelč to tudi spremljam in pač, ne vem, ko grem gledati danes v kino, recimo, pač celo tudi tistih klasičnih iz 90-ih ali pa tako rom-koma, veš, tudi tega ni več toliko, ne. Se mi zdi, da je tudi ta movie industrija pa tako obupala celo nad romantično ljubeznijo. No? Tako pač tak feeling imam na delč, čeprav ne vem, pač noter se še zmer pojavlja, ampak veliko več je tega. Mislim, ne vem, kaj je zdaj v Dune je noter v kino, recimo, in je Nisem dober, ga še tak pogledal. mesijanski, recimo, Ja. film pa je, ne. Ampak tako, ne vem, to je mogoče jaz kar na pamet neki točen, no? Ampak tako se mi zdi, da je ta tudi, ne vem, a veš, opažam pri najstnikih, no, pa imam doma 13-nice, pa tako, pa ko vidim rile, ki jih gledajo, pa tako, koliko je te antagonije med moškimi in ženskimi, ne, recimo, a veš, in koliko je tudi v tem, recimo, ne vem, postfeminističnem svetu imaš zdaj te red pill dečke, a veš, in tukaj je zdaj kar ne znajo več celo fantje pa punce skupaj prehajati celo v tej romantični ljubezni, se mi zdi, no. To se mi zdi, da porajta malo, no. In seveda je tukaj nor strah vstopati v odnose sploh med mladimi danes in tako, ne, pač, pa gledaš države na vzhodu, pač kako je tam niti otrok več ni, a veš, in tako pač ljudje za svojim ekranom pač počnejo, kar počnejo in ne vstopijo v resnične odnose, no. Ja. Tako, no, se mi zdi, da je. Ja, seveda, ne, mislim, zdaj to je kar nekaj na pamet in tako malo. Jaz tudi, no. Govorim, ampak ja, mislim, odnos je definitivno nekaj, kar je v totalnem nasprotju s to, bom rekel, takojšnjo potešitvijo, ki ti jo ponuja ta naš bivanski smisel, ki nas nagovarja z vseh jumbo plakatov. Mislim, odnos je ena tečna reč, polna kompromisov, v bistvu je mesi, ne. Ja. Polna obveznosti, ne, na koncu gotoviš, da je tisti romantičen del, ne, s katerim te nagovarja pop kultura, samo en uvodni mamac, zato da ti vstopiš v odnos in je nekaj, kar očitno malo postaja tudi v napoto, ne. Ja. Ni udoben, ne. Ja, danes mora biti pa vse clean, ne. Popolno, seveda ne, obvladljivo vsi moramo predvsem. biti lepi, pa večno mladi, pa konzervirani za večnost že v tem telesu. Tako da, ja, neverjetno, neverjetne stvari se dogajajo, ne. Ampak v resnici me pa ne skrbi toliko zelo, no. Ali misliš, da bi me morali? Ne vem. Mene včasih zapadam v panic mode, ne. A veš, v tem smislu. Zakaj, recimo? Zaradi tega, ker se mi zdi, da, mislim, dobro, sploh pač to čisto sebično, ko gledaš svoje otroke, ne, pa recimo, da jih probaš plasirati v neka okolja, ki se ti zdijo pač pogojno zdrava in tako, ne. Ali pa usmerjati se, oni sami se bojo odločali, ali pa se odločajo in tako, ampak kje pa sploh poiskati taka okolja, ne? ja, jaz pač osebno jih iščem znotraj pač teh naših katoliških krogov, recimo, ne. Meni se tle pač pri družini in življenju ta skupnostni vidik se mi zdi tudi ful pomemben, no. Mi imamo recimo zdaj tle 3 tedne vržejo polet, počitnice, ki smo skozi skupaj in to. To je že eno tako okolje, ki se otroci med sabo spoznavajo, pa starši se poznamo, pa tako, pa mar biti, pa kaj vznikne, a veš. Sem pripravljaš okoliščine, ne, pa ni pa nujno, a veš, se pa kaj drugje kaj zgodi, ampak tako generally, ko gledam, no, mi je pa. Splošno, ne. Ja. Ja, mislim, v bistvu na nek podoben način delim ta strah, oziroma ta preopraševanja, ne, kako zdaj poiskati, kako za otroke poiskati, ne, zdaj, če ni to, je to celo napuh mogoče, ali pa da si domišljaš, da lahko ti za otroke poiščeš neka okolja, pa neke kontekste, ki so po tvojem videnju bolj zdravi kot drugi. Bolj zdravi kot drugi, ne. Mislim, moj odgovor je, da ja, ne. Jaz tudi mislim, da ja, da je prav to iskati. Pravico in dolžnost. Imaš pravico in dolžnost, ampak kje? Spet, ne. Kje, ne, sej, mislim, to zdaj
to pa zdaj spet nagovarja en cel niz enih družbenih zapovedi pa to, ne. Kje je pa zdaj, mislim, a si ti kot človek ali pa kot mlad človek, a imaš sploh še, mislim, kakšno izbiro pa imaš, ne? In kje jo najdeš In kje jo najdeš, pride do tebe Kje jo najdeš, ne? In do kere mere boš mogel zanikati samega sebe ali pa tudi izročilo staršev, da se boš lahko vključil v družbo. Pa, in kakšna bo ta družba čez 10, čez 20, čez 30 let. Ne? Mene ful zanima, so se naši ta stari tudi to sprašvali za nas. Ne? Ali je svet naenkrat ratal toliko na steroidih hiter, da moramo to misliti, ali je to zdaj to zadnje poglavje, ki pred nas drsnemo v to neko transhumanistično družbo, kjer bo umetna inteligenca nadomestila ta nek Huxleyov krasni novi svet, ne? Mešanca neuralinka pa sintetičnih drog. Oh my God. Ampak jaz se to... Vse smo blizu. Ja, smo, zelo Mislim, smo mi blizu. totalno blizu. Če smo pogledaš, blizu. da algoritmi dejansko vplivajo na našo možgansko biokemijo, na našo izbiro. Ne? Celo, to so neke entitete umetne, ki nas poznajo bolj, kot poznamo sami sebe. Ne? Zato, ker poznajo vse naše šibkosti in vse naše kreposti. Ne? In pazijo, da ne bi kreposti prevladale, ker dokler smo šibki, nas imajo. Ne? Takrat smo najlepš targetirana ciljna skupina strani korporacij. Ne? Wow. To je namenoma, ne? Mislim, to je absolutno namenoma. Da pazijo, da ne bi kreposti prevladale. Ta svet se, ta podoba sveta, ki se nam jo zdaj prevzgaja, je podoba enega polariziranega, skreganega, seksualiziranega, pobesnelega, nasilnega sveta, ki v resnici je to posledica teh algoritmov, ki nam ponujajo tisto, na kar se, bom rekel, naš ta reptilski del reptilski mind najbolj odziva in smo jim pripravljeni v zameno darovati največ pozornosti, kar je pa to je ključen asset zdaj te ekonomije, ključna valuta. Ne? In v te odnose mi zdaj zavestno vstopamo in tudi mislim, zavestno, sploh ne vstopamo. Ne, čist nezavestno, ja, to so popolnoma nezavestno. In če rečemo na eni strani, da je zavedanje in zavest tisto, kar je bistveno v življenju, ne? V bistvu ključna lastnost, ki nam je dana za to, da lahko živimo tako, kaj je treba, ne? Imaš na drugi strani eno močno orodja, ki ti preprečujejo, da bi sploh zavestno živel, ne? In vstopajo pravzaprav v življenja naših najmlajših že zelo zgodaj. A to je mogoče ta zgodba, tudi ko ima TikTok za kitajske otroke čist drugače naštimane vsebine, kot za zahodne, recimo? Ja, seveda, mislim, to je zdaj ena od... Ampak vse tukaj ni, ne, to so te zdaj... To si nisem jaz mislil, ne. To so ljudje, ki so dizajnirali te stvari. Je par skesancev to zelo odkrito povedali. Pa se vidi, kako te stvari funkcionirajo. Ne rabiš biti Einstein, da pogruntaš, kako nek algoritem, s katerim si v odnosu, recimo YouTube ali pa YouTube Premium, ki ga jaz uporabljam, zato ker YouTube ima ful enih zanimivih vsebin. Ampak jaz sigurno porabim 10 minut na teden, da tam odjavljam te vsebine, mi pa ne, mislim, to se kar pojavljajo neki oboroženi ropi s skuterjem, neki v mojemu timelineu, pa me ne zanima, me ne zanimajo motori pa kitare, to je vse, kar gledam na YouTubeu, ne, v tem trenutku. Moje vprašanje v smislu naše izbire, ne, kot družba, ne, ker v resnici zdaj se mi zdi, da so tako, stvari nadalec zgledajo, kot da te recimo tebe zanimajo randomni čist različne stvari, ne. Se pravi, ta transhumanizem se zdi kot čist druga debata, ki je alkoholizem, in se zdi kot čist druga debata, ki je duhovnost. Ne? Ja, ampak se pa samo sploh zdi, je v ne. resnici ista stvar. Ne? Bravo. Ne, veš, ampak ta transhumanistična rešitev, ne? Kako so rekli nacisti, ne? Dokončna rešitev. Endlösung, ne? Mislim, tukaj, to je v resnici
pač zdaj gledano večja nevarnost kot alkohol celo. Ne? Ja. Mislim, Absolutno, večja za nevarnost. za bodoče rodove. No? Absolutno nagovarja isto bivansko praznino. Ne? Ja, ampak je to bolj potentna celo. Ja, absolutno je bolj potentna. Ne? Mislim, celo nekaj drugega nas je lahko strah. Ne? Zdaj, to debato lahko odpeljava kamorkoli. Govoril si o izbiri, pa govoril si o svobodni izbiri, pa govoril si o človekovi svobodi. Pa kaj je v nekem družbenem kontekstu, zelo takem posvetnem družbena svoboda, bi rekli, da je to demokracija. Ne? Kaj pa je demokracija? Demokracija je, da mi zdaj zbiramo neke razvojne modele, ki vzniknejo iz naših iskrenih potreb, pa iz naših iskrenih vrednot, pa jih potem skozi recimo predstavniško demokracijo v enem kompromisnem formatu pol peljemo naprej in tako oblikujemo našo družbo. Ampak to je pase, ne? To ne obstaja več. Ne? Mi dejansko zdaj zbiramo med nekimi korporativno navdahnenimi modeli, ki praktično nimajo več velikih razlik med sabo, ne? In ne izvirajo iz nas. In spet bi rekel, tudi če izvirajo iz nas, ne? Kakšni pa bodo te razvojni modeli, če so ukrojeni po vrednotah, ki so nam jih v bistvu vceple korporacije s pomočjo marketinga pa popularne kulture. Ne? Mislim, lahko kaj dobrega pričakujemo od tega. Ne? Zelo... Kakšno je torej sploh še danes? Kakšen je sploh še potencial za izbiro? Za izbiro, ja. Povej. Mislim, jaz se bojim, da ne prav velik. Ne? Aha, okay. Jaz se bojim, da ne prav velik. Ne? In tudi... Zdaj, mogoče bom pretiraval, ampak meni se zdi nek tak distopični korporativni socializem, po katerem že malo diši vse skupaj, pa ki ga imajo tudi razni, ne vem, če ste brali to knjigo Klausa Schwaba, Great Reset, malo v mislih se mi zdi, da je to ena pot, v katero počasi gremo. By the year 30 you will have nothing and be happy. Ja. You will own nothing and you'll be happy. Tako da ne vem, ne. Zdaj upam, da sem sam črnogled, ne, pa da bo rekel, da je ta Šalehar spet neki nabija, v resnici je vse gut. Ne, ni gut, stari. In zaradi tega mi je dobro, no, da mečken bije v plat zvona, no, pač pri družini, zdaj bom jaz zelo tako EPP-ovska, ampak dobro. Ne, ampak tako pri dižu, ki pač je 25 let bomo drug let praznovali, ne, imamo zdaj 280 zakonskih skupin, ki pač se srečujejo po Sloveniji. Ne? Ja. To je par tavžnih ljudi. Ne? Jaz se zelo sprašujem, koliko lahko znotraj tega digi sveta, vsebinsko mi te ljudi napolnimo še, si dobimo nekak fight for attention, ne? Dobimo dovolj njihove pozornosti, da bi pač z vsebinami, ki jih dajemo, jim pomagali pa biti moralno in odnosno in tako vsebinsko, spiritualno boljši. Ne? Ja. Veš, tako, ali je naša izbira v neki bližnji ali pa srednjeročni prihodnosti samo še odklop in ne vem, kot to rečejo Benedict option, ne? Se pravi, da greš in se ekskluziviraš kot skupnost ali kakorkoli, in se dedigitaliziraš, ne? Če je to sploh še možno. Ne? Jaz mislim, da ni možno. Jaz mislim, da z enakimi vprašanji se tudi sam ubadam na nek način. Ne? Kako sploh ne. Celo tako sem že nekaj časa nazaj smo se začela tako z ženo malo hecati pa pogovarjati. Kje bi pa sploh najdel skupnost? Ne? Zdaj, ker svet je kar naenkrat rado majhen. Ne? Če pogledamo, ne? Svet, ki je bil včasih neskončno velik. Ne? Ja, do sosednje vsi. Ja. Se gleda 500 let nazaj, koliko je zdaj, Kolumb 93. Ne, je bila 500-letnica, ne? Ali 97, da sem pozabil. Tem, v 90-ih je bila 500-letnica. In da ta svet je rado neskončno majhen, ne? Pa hkrati tudi globaliziran, ne? Kar pomeni, da iste vrednote povsod ukrajajo skupnosti in bom rekel, so
Ja, formirajo pač tako Afričana kot Indica. Kot Japonca, kot vse ne. Mislim, kam pa sploh lahko greš še poiskati skupnost, kjer bi... to je en tak izziv, se mi zdi, za prihodnost. Spet pa, kaj pa vem, spet pa se mi zdi, da je treba malo zaupati. Da je treba zaupati, da če rečeva zdaj, če smo zelo črnogleda, pa če rečeva, da je ta transhumanistična agenda kot neka ta skrajna točka neke črne distopične prihodnosti, kjer bo človeštvo in človeško nadomeščeno z ničim drugim. Ok, daj probi to mečken, ti se poglabljaš v to, pa ti je jasno, recimo, ali pa pač saj bereš, ali pa poslušaš. Daj mečken opiš, kako bi ta distopija mal izgledala tako za ljudi, ki mogoče ne vejo, kaj je dosti o transhumanizmu, pa se mi zdi, da je mečken osveščenje, fajn. Tako, kakve so to ideje, ki se porajajo tam zunaj, kam bi naj to pelali, kaj bi bilo tle, kao dobrega? Mislim, jaz zdaj ne vem, toliko spet nisem podučen, ampak to je... Pa čisto konkretno, veš, Neuralink ti preklopne možgančke, pa tako pa... Ja, ampak se ne rabimo, mislim, mi ne rabimo o tej distopiji govoriti kot o nečem, kar prihaja, ampak lahko govorimo kot o nečem, kar je. Veš, zdaj mogoče ta Neuralink, mislim, da so ga zdaj celo ugradili, že celo testirali in zadeva deluje sicer. Ampak po drugi strani se pa to že dogaja. Če pogledamo... Mi ne rabimo Neuralinka. Mi imamo zdaj že v tej dobi pametnih telefonov, imamo mi naprave, mislim, da sem zadnjič bral neko statistiko, sicer je za Združene države narejena, ampak ne odstopajo kaj bistveno od tega razvitega konca Evrope, jaz sem prepričan in mislim, da je čas, ki ga povprečen najstnik pusti tam, je preko 8 ur dnevno. To je neverjeten podatek. Če mi gledamo, da smo mi zavestno budni, nekaj se 8 ur spiš, 8 ur si nekje v šoli, 8 ur si pa buden. In to se pravi, da je nekomu uspelo zrudariti ves zavesten čas tvoje budnosti, tvojega življenja. Kar pomeni, da te nekdo nadzira, da usmerja tvoje misli, da ti vceplja vrednote, da ti vceplja etiko, da ti vceplja estetiko, da ti vceplja moralo. Kar pomeni, da je človek nadomestil, zdaj, ker so v takem okolju bogače, hočemo. Ali pa neka firma, ali pa neki interesi. Kakšni interesi so za tem ekranom? Mislim, se pomaga, če gledaš, poslušaš intervjuje ali pa bereš intervjuje. Komu služimo, kadar smo v odnosu s tem. In kakšni ljudje postajamo skozi te vsebine. Te vsebine so zelo, zelo večplastne, zelo kompleksne, zelo težko je to v nekih stavkih povedati, kaj se dogaja ob tem. Mislim, da ne bo zdaj se bom jaz gledal na nek pedestal, da jaz razumem, kaj se dogaja. Pa še totalna individualizacija, se pač za vsakogar se njegovo atomizacija, individualizacija, ločenost od skupnosti, ločenost od narave, ločenost od Boga, če hočemo, se pravi popolna ločenost in popolna izolacija v neki točki, kjer si samo še skratka, neka popolna ločenost in redukcija posameznika na neko družbeno vlogo, ki je samo še ki samo še v funkciji tistega, čemu pozornost namenjaš. Zdaj, če rečem, sem zelo radikalen, pa zelo distopičen, recimo si samo še v funkciji potrošnika in skozi iluzijo demokracije, tistega, ki legitimira to, kar te je pravkar prepričal, kaj izbrati. Se pravi, tukaj gre za neko zelo nevarno povratno zanko, ki se jo je treba paziti. Nisem jaz to preveč zabluzil, da me ne bojo imeli za norga, ampak... Ne, mislim, to so realni problemi. Zdaj pač tako, to so realni problemi, ki nas močno presegajo. In mnogi, in verjetno vsi smo večkrat v skušnjavi, a veš, po tistih poljih vpliva, da gledamo problem preširok, ker realno nimaš možnosti karkoli vplivati na te svetovne gospodovalce, te moči, da se biblično izrazim. Ja, se po mojem se tudi oni sami ne zavedajo. Jaz mislim, da je to nek mehanizem, ki smo ga da nam je malo šlo vse skupaj.
da nam je malo ušlo vse skupaj in da smo preprosto tem pravnim osebam, ne, če pogledaš že to dikcijo pravno, ne, ti imaš fizično osebo, ne, imaš človeka in imaš pravno osebo, ki je nek skupek nekih dogovorov. Ne. In v resnici smo z njimi v interakciji. Kao. Mi smo z njimi v interakciji, ne v interakciji. Ne. Pravne osebe nam gospodujejo v neki povratni uzanki, ne, skozi vas lobističen cash flow, skozi ideološki aparat, skozi medijske popkulturne strukture. Ne. To je zdaj vse poligon teh pravnih oseb, ki na koncu je njihov smisel so dobra četrtletna poročila, ne, ki jih tam neka vrhuška v menedžmentu prebere s svojim delničarjem in je to. Mislim, aj si potalajo profit in to. Ja, je to svet, v katerem želimo živeti, ne. Mislim, aj za to vredno amazonski gozd požgati, pa aj za to vredno, da 19-letnice z dojenčki na hrbtu kopljajo kobalt za neke baterije tam v Afriki. Je zato vredno, mislim, treba se zavedati, da v tem svetu, zdaj bom pa zaklepal, pravnih oseb, ne, je več suženjstva, kadar ga je bilo kadarkoli, ne, v eri še aktivnega in splošno priznanega suženjstva, ne vem, tam tako, pač, ja, noro. Ne? In to so absolutno problemi, ki jih je treba nagovoriti, ki si jih je treba priznati, ki jih mora vsak posameznik pri sebi tudi sprejeti svoj del odgovornosti. Seveda jaz nisem odgovoren za vse to v celoti, ne morem jaz. Sej to, hočem reči, veš, dejva pripeljati stvar domov v tem smislu, a veš, kaj lahko ti Miha danes, ali pa jaz Benjamin danes, ali pa v tem letu, ali pa tako pač narediva, da bo kaj mal drugačno, oziroma da bomo majčkeno obrnili to ladjo, a veš, tako pač ta tanker, ki je sicer... Ja, ne vem, mislim, midva... Mislim, tako, no. Dobro, ajde, zdaj le tole, kar delava, je že del tega. Ja, rečemo, ne, mislim, to je spet en tak zelo pocen odpustek. Ja, vse smo povedali in zdaj smo si roke oprali. Ne, ni čisto tako, ne, ampak ja, recimo, kaj lahko pa čisto na taki vsakdanji ravni narediš, je, da absolutno lahko fejst glasuješ svojo denarnico, ne. Glasuješ svojo denarnico, lahko izberaš vsebine, ki te polnijo, skozi dan lahko... Odlagaš. Kaj? Odlagaš keyboarda. Ja, lahko odlagaš keyboarda, pa lahko dejansko, mislim, meni osebno se mi zdi point in tako ene take male osebne zmage so, kadar izberem, rečem, ne, tega šita pa ne bom gledal, ali pa tega pa ne bom podprl, ali pa to bom pa prijavil, jaz kar prijavim tam na YouTube, da je neprimerna osebina, ne, če gre za nasilje ali pa kaj takega. Zato, ker vidim in čutim to agendo zadaj, da to mi nekdo podtika zato, ker mi želi prikazati ta svet kot res en grozen plac, v katerem sem jaz osamljen in čist zgubljen in vse, kar lahko naredim, je, da zaupam varstvo nad sabo neki pravni osebi, ne, oziroma njihovim zastopnikom na zemlji, ki jim rečemo države. Ne. To jaz v ta odnos ne verjamem več, ga je treba transformirati, ne verjamem v revolucijo, verjamem v evolucijo, verjamem, da je to en počasen proces, ki bo trajal mogoče generacije, ampak upam in zaupam, da vsem gremo, da se bomo tudi z vsega tega nekaj naučili. Ne. Sej, če pogledaš vse te epidemije, depresij in slabega počutja, vidiš pa, opaziš pa en zanimiv fenomen, ne, da bogatejši kot smo, svet v tem materialnem smislu, bolj siromašni in trpeči smo v nekem bivanskem smislu. Ne. To je pa ful zanimiv razkorak. Ne. In tle se mi zdi, da je v resnici edina možna točka preloma ali pa spremembe, ker glih in to pa je tisto edino, kjer jaz vidim neko optimizem, ne? Da smo začeli veliko bolj biti pozorni na to bivansko praznino, da se o tem več govori, ozavešča, da jo spoznavamo. Ne vem, jaz, ko sem, rojen 80-ga, pa rastu v 90-ih skozi najstniška leta, ti si par let prej, ne?
Ampak ta postosamosvojitveni optimizem in ta, a veš, na celi tej naši zahodni sferi, ki je bil pač čist konzumeristično naravnan in tako naprej. Zdaj pa imamo, zdaj bomo pa lahko izbirali, zdaj bomo pa lahko kupili, zdaj bomo pa lahko to. Ta se je radikalno izpel. Saj, če ne prej s COVID-om. Izpel in spridu. In spridu, ja. Ampak to vzamem kot dober, zaradi tega, ker se bo več ljudi in se že več ljudi sprašuje, ok, to vidim, da ni kaj pa pol. A veš, tako nekako. No. Ja, mislim, s to ugotovitvijo, pa da je mogoče reči, da je pozitivno. S to ugotovitvijo, da se vedno več ljudi sprašuje, kaj pa zdaj, kaj pa zdaj, kaj pa zdaj naslednji korak od, mislim, teh polnih riti, 6 črtic, široko pasovnega prenosa, kaj pa zdaj naslednji level v našem zadovoljstvu. In se mi zdi, da se ljudje dejansko sprašujejo potem, kako zapolniti zdaj to resnici bivanjsko praznino, ki jo z materialom ne moremo napolniti. Zato se mi zdi, da tudi cveti blazno ta neka duhovna industrija na vseh področjih, kar verjetno kot pripadniki zdaj najstarejše inštitucije na naših tleh verjetno tudi se čuti, da ljudje tudi drugje iščejo. Absolutno drugje iščejo. To mene v resnici boli, ker se mi zdi, da naša ponudba... To mi pa ti povej, kako pa vi razmišljate o tem, da ste, mislim, da ste firma, ki je klele prisotna tam od leta, ne vem, kdaj so prišli bavarski knezi, so prišli pomagati sem. Še prej so v Emono pisma pisali, pa tako naprej, če vzamemo še Emono na tla. Ni bilo naših. Ni bilo še naših, ja. Bavarski knezi. Od Krsta pri Savici, rečemo. Ja, bavarski knezi. Dobro, rečemo, da je Jurija, več kot Jurija let. Okay, recimo, firma je kle prisotna stoletja. Firma, ja. Firma je stoletja prisotna. Ja. Marsikaj v firmi se je tudi izpridilo. Ima infrastrukturo. Ima dober PR. A ga ima? Ne, tu pa jaz ne verjamem. Ne, okay. Tle manjka ful. Mislim, kje je kaj... Zakaj se ljudje odločajo, zakaj ljudje iščejo drugod? Ja. Kako ti to vidiš? No, jaz mislim, da se je... Zakaj šel, evo, na najn kolega skupen Črnivc? Ja, iskat drgam. Zakaj šel najprej jogo delati, pa mantrat, pa vse mogoče pred mi rekel, pa se tam, Jezus je pa že skozi sklene. Jaz to vidim zato, ker se je preveč delal na infrastrukturi. Pa na rečeva sem to, da ne bova preveč, a veš, pa premalo na samem Jezusu, pa na spiritusu, pa na duhovnem zares. Kle sem jaz kar s tabo, bom rekel, to je tudi mene oddalil nekako pol v mojem premisleku, sem me oddalil, tako da sem zdaj izstopil ali pa karkoli, recimo, da me oddalil od inštitucije, raven to, Če pogledaš samega Jezusa, na katerem temelji vse, pa se njegov job je bil, da je duhovščino zmeril s hinavci, če pogledaš njegovo zgodbo. In se mi zdi, da je tudi ta prav odnos, ki ga moramo imeti tudi mi najprej do samega sebe. Da si pustimo. Veš, koliko zaboli včasih, ker random imam tam mene evangelije. Do samega sebe pa do svojih duhovnov. Imam eno knjigico Evangelij, tako pač smo naredili na svetopisemski pred leti in si jo zvečer kdaj odprem in čas dobiš kak res dober karajoč odlomek. Glej, dejstvo je, da mislim, svet pisem prav, vsak človek pravični greši 7krat na dan. To je temeljna resnica, ki si je ta prvo najtežje priznati in s katero pač se nočemo soočiti in pol bluzimo in iščemo vse možne okrog, sam da ne bi prišel v stik s tem, ker pol, ko priješ v stik s tem, te je pa strah, kaj pa polne. In če sledimo krščanskemu narativu, pol z Jezusovo pomočjo veš, kaj potem,
ker nisi sam dost, da se boš za laske gor potegnil. Dejansko rabiš nekomu roko dati. No. Ampak tako, no, meni je strašno všeč tvoje delo, pa to recimo pisanje, ki ga v svoji knjigi opisuješ in tako, ker razgalja načine, kako mi Slovenci radi od vseh teh bežanj, pa dobro, gotovo tudi širš kot Slovenci, ampak pač konkretno mi ljudje, ki živimo na tem prostoru, bežimo od teh vprašanj in jaz pač vidim, kako zelo se intimno te stvari lahko povezujejo z vero, ampak tega bridža, tega mostu ponovadi mi ne znamo, sploh v cerkvi pa PR, pa tako naprej, tega ne znamo narediti. Ja. In zaradi tega pol folk, ki se kao deklarira nominalno, da je to, v resnici pol še vedno živi kot da nima nobene veze s tem. Ne? Zato, ker je velika zmeda. In zmeda je, izjemno. Zmeda je, zato ker ker je razlika, mislim, hudo razhajanje, ne? Če ti želiš zdaj živeti po naravnih ali pa po božjih zakonih, je to velika razlika, če želiš živeti po diktatu pravne osebe. Ne? Ja. Pravna oseba nas nagovarja v načine življenja, ki niso usklajeni z našim dejanskim smislom ali pa poslanstvom ali pa s samim sabo ali pa seveda v luči najvišjega. Niso, ne? In tukaj je ta razkorak in zato se mi zdi, da ne moramo, mislim, tudi jaz recimo to pogrešam pred naši cerkvi, ne? Da iskreno, da mislim, to je treba tudi skomunicirati, ne? Povedati, ne? Smo še odzadi, stari. Mislim, vem, da smo odzadi, pa vem, da je postopek, ne, tako da, ampak vsem sem pa malo optimističen, no? Se mi zdi, da se zelo veliko ljudi zdaj sprašuje v teh stvareh in da bo to na eni strani, da bo to v resnici počasi reformirali vse, ne. Jaz tukaj recimo vidim zglede v tujini, no, glih tisti podcast Pints with Aquinas, ki sem tega na začetku omenil, to je pač za mene je to. V smislu res globokih vprašanj, res globokih odgovorov in pač tam zunaj so se delčki katoliške cerkve v Ameriki zganili za moje pojme v zelo pravo smer, ne. Ampak delčki, ne, veš, tako. Ampak tako, no, se mi zdi, da fura eno tako fajn špuro, ki se meni dopade, ki je radikalna, ki je globoka, ki je iskrena in ko se bomo tudi pri nas mečken bolj zbudili, pa znali te stvari več komunicirati, bolje, mislim, da bo imeli tudi pri nas kaj več tega ripple efekta. Ne? Ja, pa se po mojem se ne bo sam pri nas zgodil. Po mojem bo šlo za en mislim, jaz mislim, da smo tik pred enim močnim takim globalnim uvidom. Se mi zdi, da je to en proces, ki tudi če pogledaš, ta proces zgodovinskega presnavljanja sveta v to današnjo točko realnosti, ki smo. Ne? To ima dolgo brado. Ne? To je, veš, to ima za sabo imperializem, kolonializem, vse to je šlo tudi v spregi z inštitucijo, ki je v nekem trenutku fejs zašla, ki je to blagoslavljala in podprla. In to, kar je zdaj na nek način plačujemo tudi to. Ne? In po mojem trenutku, ko se bomo s tem uspeli soočiti, ko si bomo uspeli to priznati, ko bomo uspeli se na podlagi te izkušnje, ki je močna in pomembna in zelo mračna, orientirati za naprej, ne? Se mi zdi, da lahko tudi kolektivno nekaj, ampak je pa brez tega, da se pa tega zavemo, pa ne bo šlo. Ne? Zdaj bomo pa spet bitko med tem, nezavedanjem pa zavedanjem. Ne, zavedanje je gotovo prvo, ne, ampak pol graditi pa, a veš, ko govoriš o kolektivu, jaz mislim, pač mora biti od znotraj navzven, pa od spodaj navzgor, ne, in to je to. Ja. Definitivno, ne. Jaz najprej doma z mojo ženo, pa z mojimi mulci. Veš, tako nekaj. Jaz najprej sam s sabo, pa z Bogom, ne. Pa pol naprej lahko, do žene, pa do otrok. Tako, no. Morava počasi zaključovati. Je pa dejva, ne? Miha, hvala ti res za tale skupna iskanja, no.
so mi zelo, zelo dragocena. Hvala tudi tebi za povabilo. Jaz upam, da nisem preveč zabluzil. Ne, mislim, da zagotovo ne, pa da so odprla ta prave teme. In všeč mi je, no, kako je ratalo tole povezovanje teh tem, no, ki se mi zdi pač potrebno in smiselno in nam pomaga videti širšo sliko. No. Hvala ti za povabilo. Uspešno veseljem. Delo še naprej. Ne? Ja, hvala. Če kdo želi, naročite se na kanal Družine in življenja. www.dis.si lahko dobite pa e-novičke vsak teden na vaš predal, kjer pa probamo delati na odnosih, ki pravimo, gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Hvala, Miha. Hvala ti.